Milan Kučan, prvi predsednik, je nova knjiga oziroma biografija o osebi, ki je in še vedno vpliva na slovenski politični prostor. Avtor, dr. Božo Repe, se je v knjigi dotaknil življenja človeka, ki je zaznamoval osamosvojitev naše države. Knjiga vsebuje predvsem dve osebi, ki sta zaznamovali Kučanovo politično pot in tudi značaj. Da ne bo pomote, torej, da je tolikokrat, da so omenjeni ti ljudje, to ni moja zasluga. To je Božotova zasluga in morate njega vprašati. Take ocene so, taka sklepanja, so dvorezen meč. Jaz sem enkrat napisal pred časom en tak dokaj odmeven učbenik za 4. letnik gimnazije v 90. letih in potem še enega. In ko je prišla na oblast Janševa vlada v letih 2004-2008, je bil minister Milan Zver. In on je dal prešteti, kolikokrat se v učbeniku oziroma v učbenikih sploh omenja beseda Tito, in je na osnovi tega potem izpeljal neke ideološke zaključke. V knjigi so izpostavljena tudi manj znana imena, ki so prav tako igrala pomembno vlogo na Kučanovi poti. Veliko pa je takih, ki v knjigi sploh niso omenjeni. Moje življenje praktično je od študentskih let zvezano s politiko in jaz sem v tem življenju srečeval zelo veliko ljudi. Enih, ki jih tudi ni več, pa so mi veliko pomenili, eni, ki so še živi, pa sicer nastopajo tudi te knjige, ampak po tej vaši nomenklaturi so nekje na koncu. Eden od takih je Janez Kocijančič, s katerim sem pravzaprav skozi od študentskih let, potem mladinskih. Potem so tu moji profesori, ki so bistveno vplivali na oblikovanje moje osebnosti, tudi na oblikovanje mojega političnega profila. To so potem profesori na pravni fakulteti, z nekaterimi, ki so že seveda stari in so v pokoju, pa imam še z njimi dobro komunikacijo. So tudi ljudje iz drugih republik nekdanje Jugoslavije. Težko bi naštel, pa niso samo moški, so tudi ženske. In so ženske različnih generacij, različnih profilov. Eno od takih je recimo Spomenka Hribar, ki sicer tudi nastopa tu v knjigi. Milan Kučan, prvi predsednik, je obsežna biografija, ki vsebuje kar 750 strani. Nič čudnega, saj je Kučanov prispevek slovenski zgodovini zelo velik. To zgodovino pa si marsikdo želi spremeniti. Dejstvo ostaja, Milan Kučan je prva in osrednja figura pri nastajanju slovenske države.